18.1.11 po kristjanskem koledarju 2011, toš direkt, tokratna tema aktivno zdravje. Lokacija Republika Slovenija, mesto Ptuj, staro mestno pokopališče. Spoštovano občestvo, na tem pokopališču je možno povsem nazorno videti, kaj pomeni bolezen. Bolezen pomeni odnos človeka do narave, do preteklosti in do vsega, kar ga obdaja tudi v sedanjosti. Uničujoč odnos do elementov, oziroma da se popravim, bolezen je uničujoč odnos do preteklosti, sedanjosti in uničujoča prognoza za prihodnost. To pomeni, da ko uzreš nekaj takšnega, kot je to, torej uničeno pokopališče, takrat se vprašaš, kako je možno, da skupina ljudi izgubi tiste zdrave temelje etike in morale in se na tak barbarski način loti tistega, kar nas uči v bistvu nauk o zdravi družbi, da je sveto, da mora imeti svoj mir oziroma svoje spoštovanje. Okolje, v katerem živimo, je preveč prežeto z bolanimi oblikami nacionalizma in če se osredotočim na Ptuj. Mesto Ptuj se želi v preteklih desetletjih nekako etablirati kot kraj, ki bi naj bil turistično privlačen, lep in zanimiv. To ne uspeva. Dejansko pa to ne uspeva zaradi tega, ker mesto ne zna povezati svoje preteklosti s sedanjostjo in projekcijo za prihodnost. Nekakšno nemško gospodo, ki bi naj svoj čas uničevala ljudi, mesto in tako naprej, se zaničuje tudi na krajih, kot je tole pokopališče. In zelo malo ljudi dojame, da pa ravno v obdobju, ko so živeli ti ljudje, ki so tukaj pokopani, da ravno v tem obdobju je to mesto imelo veljavo, je bilo arhitektonsko lepo, je bilo privlačno in je bilo čisto. Staro mestno jedro in sam izgled mesta Ptuja je v bistvu ekvivalent temu, kar vidimo tukaj, ker je, rečemo temu tako, da bo tudi doumljivo, tudi če je izraženo z terminologijo, ki ni v tem slovenskem prostoru vsakdanja. Mesto je povezano z svojim pokopališčem oziroma tvorci, kar nekaj tvorcev, vizualne in kulturne podobe mesta Petav, ki ga imamo na razglednicah in tudi v zapisih zgodovinskih v dokaj lepem spominu. Večina tvorcev mesta Petav leži tukaj in odnos mesta Ptuj do tvorcev mesta Petav se pa zrcali v tem uničenem pokopališču. Torej tudi odnos mesta Ptuj do mesta Petav, ki bi naj bila lepa podlaga za sedanjost in prihodnost, uničujoč. To je bil filozofski začetek za to, kar želim dejansko povedati. Problem naše civilizacije in ne zgolj mesta Ptuj pa je, da ima človek po svetovnih vojnah v preteklem stoletju v svojo zavest umeščeno dejansko uničevalno vibracijo, rečemo temu bolezen. Človek je vzgajan tako, da forsira in neguje, predvsem nezavedno in podzavestno, tudi zavestno, bolezen v sebi. Kultura človeka uči, da mu bojo neke stvari škodovale, ga a priori sili v podrejeno vlogo, ga dejansko določa, da je tako ali tako rojen za to, da ko bo star, bo bolehal, bo slaboten, bo škrbast, torej brezzob, in da je tako ali tako samoumevno, da so starci tisti, ki hodijo po palcah, da ko bolezen pride, da je to nekaj od zunaj. V bistvu, če strnem vse skupaj v smiselno sporočilo, človeški je programiran v samo uničenje. In to se zrcali tudi skozi to, da uničuje planet, na katerem živi. Zdaj, zakaj je to samo uničenje v človeka vcepljeno, bi lahko razpravljali več minut. Je pa to ostanek
tega, kar se je dogajalo v preteklem stoletju in seveda tudi tega, kaj je bilo pred preteklim stoletjem, ampak v manjši meri. Problem, ki je uničil človeški gen, je agresija, ki jo je človek udejanjal. Torej, zanikanje zakonov narave, zdrave pameti in zdravega načina življenja je privedlo do uničevanja narave, udejanjanja bolestne pameti in udejanjanja bolestnega načina življenja. In treba je priti do tega, da se aktivira zdravje v sebi. Drugače možnosti kvalitetnega oziroma kakovostno kvalitetnega preživetja, ustrezno kakovostno, ker pojem kvaliteta je širša, ampak dobro, spet se vrnem nazaj na dejstvo. Povem bolj doumljivo, da ne bo izgledalo kot ta smetišni koš, ampak na tem mestu povem, da sem iritiran zaradi vsega, kar je okoli mene. Človek se na to vrstnem pokopališču ne počuti povsem dobro, to dam na tem mestu. No, kaj želim povedati? Doseganje življenja, ki bo zdravo, ustrezno, kakovostno in plodno, se doseže samo tako, da posameznik in posameznica v sebi aktivira zdravje. Pripravljeni smo že od malih nog, da nas čaka na poti bolezen, da se bolezni je le težko upreti, da je svet v določenih pogojih nekaj slabega in naj bomo srečni s to skromnostjo, ki jo imamo. Odvračani smo pa od tega, da bi bili v lastnem življenju gospodarji lastnega uma, snovalci in snovalke lastnega zdravja in da bi dejansko verjeli v to, da nam lahko uspe. Vdani smo v neko usodo, ki pa dejansko izhaja iz tega, da pretežen del človeka ne skrbi za naravo, vse skupaj je pa začinjeno z neko religijo. Toliko o tej temi na en takšen ekspresiven način se mi zdi zelo dober, da se tudi sam uspem iz tega tako imenovanega klinča izmakniti in v bistvu začenjam na ta način tudi v sebi to vibracijo zdravja aktivirati v celoti. Bolestno življenje, ki je polno bede, recesije, revščine, kretenizma, lakote, uničevanja planeta, onesnaževanja, izhaja iz tega, da je človek tako ali tako nagnjen v to smer z genetskimi poškodbami, ki jih nosi v sebi, zaradi neustreznih udejanjanj preteklih generacij. In temu se je možno upreti tako, da si človek aktivira v sebi zdravje, zdravo etiko in moralo in ustrezen odnos do sveta in na ta način dojame, da je na nek način brutalno videti grob, v katerega se da pokukati in da je na nek način nesprejemljivo oziroma kar na pretežen način nesprejemljivo, da ima mesto pokopališče, kakršnega se lahko sramuje in da večina ljudi tako ali tako čaka na tisto fiktivno bitje ali žarek iz vesolja, ki bo prinesel pogubo, zaradi katere so se rodili. Ne. Aktivno zdravje v človeku pomeni, da živi za srečo, za plodnost in za dostojno bivanje. Jaz imam zdravje v sebi aktivirano.